ledeniki žal nam izginjajo pred očmi. Ja. To je drastično. Ja, to je stvar polovice mojega življenja, naprimer, ne. V 30 letih je izginilo več kot 60 do 80% mase ledenikov v Alpah, a ne. In tam, kjer smo smučali še v moji mladosti, ni več ledenika, naprimer ledenik pod Skuto. Tudi FISA kot krovna smučarska organizacija je zaskrbljena glede tega, kako pač snežne razmere niso povsod več ustrezne za tekmovanja. Naprimer v zadnjih 100 letih so pa poplave, ki so poplave večjega obsega v Sloveniji, bolj pogoste, kot so bile. 20 minut je dovolj, da voda naraste za 3 metre in več. 20 minut. Kar pa je bistveno za Slovenijo, za bodoča leta, je pa to, da moramo stremeti k temu, da vodo zadržimo v Sloveniji. Namreč, zdaj se pogovarjava samo o viških vode. Dejstvo pa je, da je v Sloveniji, kot kažejo tudi naši podatki, vode vedno malo manj, pa malo manj. Torej, vedno manj in manj. Glej, kaj nam dalo je vesolje, neskončno zvest nad mano, ta planet je vse, kar imamo. Nič na svetu ni mehkejšega in šibkejšega kot voda. Toda pri soočenju s trdoto nič ne preseže njene nepopustljivosti, pravi Laoci, utemeljitelj taoizma. Tako kot se drobna kapljica nežno dotakne lica, se mogočen hudournik zlije z neustavljivo silo, ki odnaša vse pred sabo. Močni nalivi prinesejo poplave. Prej krotka, mirna reka odnaša ceste, ruši mostove, zaliva domove. V podcastu Samo en planet se danes pogovarjamo o vodi in o vedi, ki spremlja njeno bolj ali manj predvidljivo pot oziroma poti in nas opozarja na nevarnosti poplav. Naš gost je hidrolog Janez Polajnar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli in hvala, ker ste se odzvali vabilu v naš podcast. Dober večer. Tale misel, o dvojni naravi vode, ki jo je zapisal starodavni kitajski modrec, vam verjetno ni tuja, ne? Kako vi razmišljate o vodi, o njenih tako raznolikih lastnostih, pozitivnih, pa tudi tistih, ki jih ne maramo preveč? Pravzaprav vsak dan, tako v privatnem življenju, sem zelo povezan z vodo, kot v poslovnem življenju. V privatnem življenju poskušam vodo dojemati kot tisto mehko stran vode, prijetno stran, ki mi omogoča, da se sprostim na njej, da uživam. Seveda, ko sem pa v službi, imamo pa te dve plati, kot ste jih prej omenili, ne. Recimo letošnje leto oziroma lansko leto je bilo precej blago, precej, bi rekel, običajno. Voda je bila precej, tako bi rekel, je tekla po običajnih tirnicah. Ni povzročala večjih težav, razen tistih hudourniških poplav v Goriških brdih v novembru mesecu. Kaj nam bo prineslo letošnje leto, bomo pa videli. Dejstvo pa je, da se nad nami seveda spreminjajo klimatski vzorci, spreminjajo se hidrološki režimi in voda pravzaprav ne odteka več tako, kot je včasih, oziroma bom rekel tako, kot je v času našega življenja ali pa v času življenja naših prednikov, naših staršev, starih staršev, odteka na drugačen način. Ja, zdaj pri nas poznamo, oziroma vi kot strokovnjaki poznate, mislim, da 4 vrste poplav, ne? Greva najprej na te bolj zoprne reči, kot so poplave, pa bova potem se odplavala tudi v kakšne bolj prijetne in mirnejše vode, ne? Te 4 oblike poplav so katere, oziroma vrste poplav? Ja, tiste najbolj običajne so te dolinske poplave, a ne, to so poplave večjih rek, ko se voda že pravzaprav izlije v spodnje dele rečnih dolin, te so tudi običajno najbolj obsežne. Potem imamo kraške poplave, to so poplave kraških polj, ki so bolj počasne narave, voda počasi narašča, niso tako silovite, so pa dolgotrajne. No in potem imamo to zvrst, ki je poplav, ki je sedaj pravzaprav najbolj
bi rekel, tiste, ki nas najbolj skrbi, so pa hudourniške poplave. Hudourniške poplave so pa tiste, ki nastanejo v zelo kratkem času, zlasti v topli polovici leta, ko pada izjemna količina padavin na majhnem območju, in to so pa te rušilne poplave, ki odnašajo res vse pred seboj. No in potem imamo še mestne poplave, ki nastanejo zaradi tega, ker voda ne more več odtekati po mestnih kanalizacijskih sistemih in potem začne poplavljati, in pa seveda tudi poplave morja. Morje je posebna tema, ne? Omenili ste, te poplave se nam dogajajo vse pogosteje, ne? Tukaj ne moremo mimo dejstva, da gre za klimatske spremembe, ker verjetno vi ste v tem poklicu že nekaj desetletij, ne? Pa verjetno imate tudi podatke za nazaj, zgodovinske. Takih poplav, tako pogostih, prej ni bilo toliko, ne? Predvsem teh, ki pridejo ob zelo močnih, dolgotrajnih nalivih. A veste kako, jaz bi na to vaše vprašanje razmislil malo drugače, ne? Če vzamemo pogled na našo geološko zgodovino v širšem kontekstu, to se pravi nekaj 10 000 let nazaj, potem ugotovimo, da je vso to ozemlje, ki ga sedaj poznamo, je tudi oblika tega ozemlja je posledica tudi poplav v preteklih stoletjih, v preteklih tisočletjih. Torej, poplave so tisti element v naravi, ki je eden od preoblikovalcev površja. Te poplave so se v preteklosti dogajale bolj ali manj intenzivno. Potem so nastopila obdobja, ko je bilo teh poplav manj, pa je bilo teh poplav spet več, ko so bile te ledene dobe, pa interglacialna obdobja. In te poplave so nam nasule prodne ravnice, ki jih sedaj poznamo. Ljubljana, na primer, stoji na takšni prodni ravnici. Dajmo si predstavljati, da naša družba, kot jo poznamo, naša mesta, stojijo 15 000 let pred nami. Recimo, Radovljica ne bi bila Radovljica, tam, kjer je sedaj, ker tam je bil ledenik. Bi bila verjetno nekje v bližini Kranja. Ljubljana tudi ne bi bila takšna, kot je sedaj, ker takrat še ni bilo te prodne nasutine Ljubljanskega polja, kot je sedaj. To pomeni, ves ta material, na katerem so sedanja mesta, pa oblike dolin so izoblikovale tudi poplave v preteklosti. No in seveda, če gremo v današnji čas, potem pa vidimo, da so naselja zgrajena na tistih območjih, kjer pravzaprav je bilo v preteklosti, kjer so ljudje v preteklosti dobivali vir energije, to je bila pa voda. Če imamo danes elektriko, na primer, pa žal še vedno fosilna goriva kot pogonska sredstva, je bila včasih to voda, in naselbine so se zgoščevale ob vodi. Seveda, z razvojem družbe se je to, bi rekel, poseljevanje tega rečnega prostora selilo vedno bolj v ta obvodni prostor, ki je bil bolj ali manj suh. Nekaj let so bile poplave, potem pa niso bile poplave, in tako so se nekako mesta in pa urbanizirane površine širile, ne? In ko govorite, da so bolj pogoste poplave, težko bi rekel, da so bolj pogoste, če jih primerjamo z daljšim časovnim obdobjem. Vendar pa v naši časovni percepciji nekaj 100 let nazaj ali pa 2 generacije, 3 generacije nazaj, v tem času pa res lahko rečemo, da na primer v zadnjih 100 letih so pa poplave, ki so poplave večjega obsega v Sloveniji, bolj pogoste, kot so bile. Stoletne vode je en tak izraz, ena taka besedna zveza, ki se dostikrat uporablja, ne? Pa mogoče ni več tako zelo uporabna, zato ker so poplave pogostejše, ne? Od kje izhaja? To sem poskušala odkriti, pa nisem bila uspešna. Stoletne vode, kaj pravzaprav ta besedna zveza pomeni, je pomenila nekoč, ne, v tem ljudskem izročilu, denimo? Veste kako, ta izraz je po mojem mnenju nekoliko manj posrečen, ne? Ker gre za izračun, ne? Gre za izračun verjetnosti. 100-letna voda pomeni, da se bo takšna količina vode v neki reki oziroma tak pretok na neki vodomerni postaji pojavil z 1% vrednostjo v enem letu. To je 100-letna voda. To ne pomeni, da se bo pojavil danes, potem pa 100 let ne, potem pa spet čez 100 let.
To se pravi, to je samo verjetnost pojava. Ne? In mi imamo lahko stoletno vodo 2-krat, 3-krat v enem letu na isti reki. Ker gre za verjetnost, za izračun. Zdaj, verjetnost, izračun, to se dela na podlagi preteklih izkušenj, določenih meritev in seveda tudi vremenskih razmer in pogojev. Vi tesno sodelujete tudi z vremenarji, ne, ker oni so tisti, ki nekako globalno poznajo vremenske spremembe, kaj bo prišlo in kaj ne. Vi pa potem kot hidrolog verjetno bolj na tej lokalni ravni lahko delujete, ne? Se pravi, ko pride do te napovedi, da pričakujemo obilno, dolgotrajno deževje, ne? Kaj potem vi storite? Predvidite že morda, kje se lahko ta voda dvigne, kje lahko ogroža določene kraje, naselja? Prednost naše službe v Agenciji za okolje je ta, da so kolegi iz meteorološke prognoze, torej se pravi meteorološki prognostiki in hidrologi smo soba do sobe, vrata do vrat, tako rekoč. To se pravi, organizirani smo tudi tako, da smo v skupnem oddelku, meteorologi in hidrologi, kar pomeni, da je ta prenos informacij takojšen. Mi se vsak dan dobimo ob 8:30 dopoldan zjutraj in imamo konsultacije v meteorološki prognozi, ker predvidevamo, kakšen bo potek vremena za naslednje dni in posledično, kaj se bo to zgodilo tudi z vodami. V hidrološki prognozi imamo vrsto modelskih orodij, s katerimi lahko napovedujemo dokaj zanesljivo pretoke rek na vodomernih postajah. Namreč v Sloveniji imamo 180 vodomernih postaj. Za vsako postajo lahko za 6 dni vnaprej napovemo, kakšen bo pretok na podlagi vhodnih podatkov, ki jih dobimo od kolegov meteorologov, torej vhodnih podatkov iz meteoroloških modelov. In potem na ta način ocenjujemo, kako se bo vodnatost rek v Sloveniji gibala v naslednjih dneh. No, in kadar se nam bliža izrazito deževje ali pa kombinacija taljenja snega in deževja, teh kombinacij je kar nekaj, takrat zjutraj oziroma ob 8:30 staknemo glave in s principom skupinskega odločanja, to se pravi, na tem sestanku so prisotni meteorologi, klimatologi, hidrologi, tisti, ki se ukvarjajo z meritvami, in potem se odločimo, katero stopnjo opozorila bomo izdali. Ne? V zadnjih letih opozarjamo tudi z barvno kodo, to vsi verjetno že poznajo, to pomeni rumeno, oranžno in rdeče opozorilo, in potem steče celoten proces, opozorilni proces naprej. Do seveda tistih, ki jih to najbolj tangira, to so pa sile za zaščito in reševanje. Z njimi tudi tesno sodelujete, predvsem, kadar pride do kakšnih neljubih, nepredvidenih poplavnih dogodkov, ne? Seveda, z njimi zelo, zelo tesno sodelujemo in kar nekaj pilotnih projektov je sedaj, oziroma en tak projekt smo ravnokar končali, na primer z Gasilsko brigado Ljubljana, ker imamo sedaj že neposreden prenos informacij, imamo določene sisteme, avtomatske sisteme, ki nas opozarjajo, če se v Sloveniji zgodi kaj nepredvidenega, naprimer, da zelo hitro naraste pretok reke na nekem mestu ali pa da pride do izjemne količine padavin na eni vodomerni postaji, in takoj smo potem, bi rekel, v akciji. To pomeni, ker smo v tem času tudi 24/7 v pripravljenosti, to se pravi noč in dan v pripravljenosti, in se med seboj potem obvestimo o takšnih situacijah. Kadar ste hidrologi v akciji, to pravzaprav za nas ne pomeni nič dobrega, ne? Mislim, da ste se enkrat pošalili, ne, da ljudje zelo radi gledajo vremenarje, ki še posebej, kadar jim ljudem napovedo lepo sončno vreme, ne. Ko pa se pojavite vi kot hidrolog pred kamero, se pa vsi malo prestrašijo, ne. Slabe novice prihajajo, ne. Ja. Žal je tako. Tudi sosedje grejo včasih rajše na drugo stran ceste, ko grem mimo. Ne bi želel biti strašilo, ampak dejansko ugotavljamo, ne, tako mi kot pravzaprav ugotovitve tudi drugih držav so te, da je sistem zgodnjega opozarjanja ključen pri reševanju imovine in zlasti življenj, ne. Tam, kjer ta sistem ne deluje, v tistih državah, tam so velike izgube, tako materialne kot človeške.
Če pa sistem zgodnega opozarjanja deluje dobro, pravočasno, potem se pa lahko marsikateri žrtvi tudi izognemo. Ne? In to je naš glavni cilj. Naš glavni cilj je, da ni žrtev ob poplavah. Ko gre za dvigovanje pretoka v rekah, ne, ste dejali, da se da to dovolj dobro in dovolj zgodaj predvideti. Ne. Katere so pa tiste situacije, kjer ste pa pravzaprav skoraj da nemočni, se pravi pojavi, ki jih pa ne morete, ne, z vsem znanjem, z vsemi meritvami, z vsem, kar imate, dovolj hitro napovedati, da ne bi odneslo kakšne ceste ali pa tudi hiše. Ne? Ja, to so pa hudourniške poplave. Ne? To so pa še vedno najtrši oreh, pa ne samo za nas, ampak za vse podobne službe v svetu. Namreč trenutna znanost še ni na tem nivoju, da bi lahko za majhne, pravzaprav mikrolokacije, ene doline, enega potoka napovedali točno, koliko padavin bo tam padlo in kakšen bo otok. To je dejansko najtrši oreh. In pri nas, veste, je tako, da so porasti teh hudourniških potokov ali pa celo, lahko bi jim rekel, manjših vodotokov, ki jih sicer lahko prestopiš, so izredno hitri. 20 minut je dovolj, da voda naraste za 3 metre in več. 20 minut. Ne? Zdaj, naša naloga je, da poskušamo ugotoviti, kje bodo te nevihtne celice potovale, nad katerim delom manjšega porečja se bo ulilo tako močno in se bo tam ta dež zaustavil, vsaj za pol ure, se ne bo pomikal naprej, tam lahko nastane hudourniška poplava. In mi poskušamo dan naprej, 24 ur pred predvidenim dogodkom, opozoriti na hudourniške poplave v tem smislu, da širše območje, kjer so predvidene te močne padavine, obarvamo z oranžno opozorilno barvo. Potem pa znotraj tega območja nekje pričakujemo, da se bo tak pojav zgodil. Ne? Točno lokacije pa ne moremo locirati praktično do dogodka. Ne? Ja, ker to bi mejilo že na napovedovanje. Ne? Tako kot ste dejali, ali se bo nek močen naliv nekje zadržal dalj časa ali pa bo potoval naprej, tega res nihče ne more vedeti, ne? Razen vedeževalca, ki pa ni zanesljiv. Ko se enkrat to zgodi, imamo sisteme daljinskega zaznavanja in lahko sledimo te močne nevihtne celice. Se jih lahko, ampak opozorimo, kot rečem, 20 minut je tisti čas. Ne? Mi lahko opozorimo 10 minut prej, pokličemo, pazi, zdaj je možnost, da bo prišlo do hudourniških poplav. Včasih nam to zelo dobro uspe, včasih pa malo manj. Ne? Tako da vseh takšnih pojavov dejansko, bi rekel tako po domače, v nulo ne moremo napovedati. Ne? Vi ste tudi urbanist, ne? Diplomirani, kar vam verjetno tudi prav pride pri tem vašem osnovnem poklicu hidrologa. Zanima pa me, ko opazujete, ne? Ko hodite po terenu, dobro poznate naselja, način gradenj, predvsem lokacije gradenj. Kaj opažate? Recimo v preteklosti, dejali ste, ne, naselbine so nastajale ob rekah, kar je logično, ker je tam bila voda, ki je poganjala mline in skrbela za energijo, ki so ljudje potrebovali, poleg lesa, ne, voda kot naše drugo največje naravno bogastvo, ne, ali pa prvo, kakor obrnemo. Skratka, urbanizem, ne? Urbanizem nekoč, urbanizem danes. Ko ste študirali, ste verjetno, ne verjetno, ampak prav gotovo preučevali nekdanje tipe urbanizma, lokacije, kjer so gradili naši stari, da tako rečem, in potem seveda z razvojem se je to kar močno spreminjalo, ne? Ja, seveda se je, ne. Dajmo pogledati tako, ne. Ob vodah so bili v glavnem mlini, žage, ne? To je tako, kot bi v današnjem času rekli bencinske črpalke. Se pripeljamo, opravimo neko storitev, v tem primeru natočimo gorivo, včasih so dali mlet, žito ali pa so narezali hlodovino in odšli. Kam so odšli? Odšli so na višje predele, kjer so imeli ljudje, v glavnem vasi, nekoliko više nad vodo, se pravi nad dolino, torej vas, zaselek
kjer so živeli. Ne. Torej, ob sami vodi so bili v glavnem samo tista naselja, ki so bila vezana na izrabo vode. Ne. Imamo tudi v Sloveniji primere, kot so Železniki, ki so bili poplavljeni, celo naselje ob vodi, ampak tam je seveda to naselje živelo od vode, ne, v tistih časih. To se pravi, da bom rekel, naši predniki so dokaj dobro poznali moč vode in pa področja, kjer se voda razlije in so pustili, da se tam voda razlije, oziroma pustili. To je bilo takrat naravno, ker tudi niso imeli sredstev, da bi karkoli uredili in zato so si postavljali naselja nekoliko više. Ne? Seveda pa potem z procesom, bi rekel, deagrarizacije po drugi svetovni vojni, ko se je večina prebivalstva preselila s podeželja v mesta v Sloveniji, a ne, so se pa bi rekel, je ta poselitvena politika potekala tudi na območju, kjer je včasih se razlivala voda. Ali pa so z tistimi zelo znanimi izsuševalnimi ukrepi v času socializma poskušali kanalizirati določene rečne struge, kjer so prej meandrirale in se razlivale v ravna korita in nekako upali, da bojo zdaj to ozemlje lahko uporabili bodisi za kmetijske namene, bodisi za poselitvene namene. Ne. Ampak še nekaj je zelo zanimivo. Ne. Ta gradnja, dajmo reči, po drugi svetovni vojni, ki je najbolj pravzaprav vplivala na poselitev poplavnih ravnic, zlasti po letu 80 naprej, ne, ko smo se tudi že, bi rekel, družbeni red začel spreminjati v Sloveniji, ne, je potekalo na nekem takem, bi rekel, vedenju in znanju tistega časa o poplavah. Dejstvo pa je, da je bilo v začetku stoletja, pa tja nekje do leta 60-70, lahko bi rekel, je bilo teh poplav manj. Bile so tudi velike poplave, kot naprimer leta 26 v Ljubljani, ko je tukaj na tem mestu, kjer zdaj sediva, tekla Gradaščica. Do Kina Vič je bila voda. Ne? Ampak to je bilo redko. Ne? No, potem pa seveda na podlagi tega znanja se je urbanizacija širila tudi na območja, ki jih je včasih zajemala voda. Potem se nam pa zdaj dogaja zadnjih 20 let, naprimer tam nekaj od leta 90 naprej, da se pa ta, bi rekel, suhi del ali pa ustaljeni vzorci vremena korenito spreminjajo. Temu pa zdaj pravimo vpliv klimatskih sprememb na vodni krog, ki se izrazito kaže v zadnjih 20 letih. Tukaj pa zdaj seveda smo pa poselili tisto območja, ki jih je včasih posedovala voda. Zdaj je pa nad nas pravzaprav prihajajo vremenski vzorci, ki jih prej nismo bili vajeni. V smislu ekstremnih padavin. In tu imamo sedaj težavo. Mokrišča so pravzaprav en pomemben del naravnega ekosistema. Veliko teh mokrišč je bilo v preteklosti izsušenih zaradi gospodarskih in naselitvenih potreb. Zdaj pa se kaže, da bi bilo pravzaprav dobro, če bi jih pustili. A je možno, katera od teh mokrišč, ki seveda niso naseljena, ampak so samo izsušena, še vrniti v to prvotno obliko, morda poiskati nova, ki bi lahko služila temu namenu, da se voda, kadar preseže bregove, lahko razlije. Ja, prav gotovo mokrišča lahko smatramo kot enega zelo pomembnih dejavnikov pri zmanjševanju poplavne ogroženosti. Namreč mokrišča si lahko predstavljamo kot spužvo, kot gobo, ki posrka tisto vodo in kar je še bolj pomembno, to vodo hrani. Za obdobje, ko je sušno in vroče. Ne? Torej, mokrišča upravljajo dvojno vlogo. Ne? Tisto kot zaščito pred poplavami in kot neke vrste rezervoar vode za sušno obdobje. Ne? Seveda so območja, če že niso seveda pozidana, ne? Območja, kjer so bile ta mokrišča izsušena, še verjetno se jih da še vedno obuditi nazaj z meandriranjem rek, to se pravi z vzpostavitvijo, kolikor je mogoče, naravnega toka reke. Ne?
Tako da to je eden od zelo pomembnih principov v sodobnem razmišljanju o poplavni varnosti, tako imenovana renaturizacija rečnih strug, kolikor je to seveda še mogoče zaradi urbanizacije, ki jo imamo, pa vendar je. Sej to je bilo vprašanje, ki se mi je zdaj porodilo, ne? Ali je to sploh mogoče? In še eno vprašanje povezano s tem, ne? Seveda je treba vodotoke, rečne struge na nek način regulirati, ne? Dolgo časa, če imam prave podatke, je bilo to precej zanemarjeno, ne? Se pravi, niti čistili struge se niso čistile, pač prepuščeno je bilo, da se čistijo same, kolikor se lahko, ne, kolikor odplavlja te stvari, ampak seveda te naplavine potem nekje pristanejo, ne izginejo v nič. Pa me zanima, ali je bolje pustiti reki, da najde svojo pot, ji odpreti prostor, recimo s temi mokrišči, oziroma pustiti, da se razlije tja, kamor jo vodi sila, ali pa je ta regulacija, se pravi, kar velika regulacija, bolj smiselna, bolj ustrezna. Kako vidite vi to na terenu, kakšne so izkušnje, ali pa kako vi, strokovnjaki med sabo, hidrologi, pa tudi seveda inženirji in drugi, ki se ukvarjajo z reguliranjem in urejanjem rek in bregov, gledate na to? Ja, to bi bila idealna rešitev, da bi vodi pustili prostor, pa naj se sama najde pot in steče naprej proti Črnemu morju, v tem primeru, ali pa Jadranskemu morju, vendar realnost ni takšna, ne. Kot rečeno, tukaj moramo zložiti vsaj dva sloja skupaj, to je trenutno raba prostora, v smislu poseljenosti, infrastrukture, vsega, kar mi premoremo, in pa seveda to, kar ta raba prostora še dovoljuje reki, da se lahko razlije in samostojno odteče. Kar pa je bistveno za Slovenijo, za bodoča leta, je pa to, da moramo stremeti k temu, da vodo zadržimo v Sloveniji. Namreč, zdaj se pogovarjava samo o viških vode. Dejstvo pa je, da je v Sloveniji, kot kažejo tudi naši podatki, vode vedno malo manj, pa malo manj. Torej, vedno manj in manj. In tudi projekcije, ki smo jih pripravili pri nas na Agenciji za okolje do leta 2100, glede na različne količine izpustov toplogrednih plinov, kažejo, da bo vode manj, kot jo je bilo včasih. Zlasti na račun tega, ker žal se bodo zime bolj tople in bo voda po zimi v glavnem odtekla iz Slovenije, se ne bo zadržala v snežnici, kot se je pred desetletji, ne. No, in zdaj najti kje zadržati to vodo, ne? Ena od možnosti zadrževanja vode so prav ta mokrišča, ne? To že pomeni, da na nekem delu struge pustimo reki svoj prostor, da ona meandrira in nastane mokrišče, oziroma tam, kjer je mokrišče, ne? Da ga ne izsušimo, ne? Seveda je tukaj preplet tudi tehničnih rešitev, ki omogočajo delno zadrževanje. To so suhi zadrževalniki, ki nekako, saj tam, kjer drugače ne gre, ker moramo zaščititi našo imovino, naselja, infrastrukturo, se zgradijo na nekaterih delih strug tudi suhi zadrževalniki, ki se pač napolnijo v času poplav, sicer so pa večino časa suhi, ne. In pa seveda vodo zadržati v povirnih delih rek, tam, kjer se steka. Tukaj pride pa še en segment zraven, ki je zelo zanimiv, to je pa urejevanje gozdov. Namreč urejevanje gozdov je izredno pomemben faktor tudi pri poplavni varnosti. Nenazadnje poplave, ki smo jih imeli v Železnikih, raziskava teh poplav mednarodnih strokovnjakov, ki so prišli po poplavah, 10 dni po poplavah na teren, in so ugotovili, da bi bila škoda takrat precej manjša, če bi bil gozdni red uveljavljen do potankosti. To pomeni, da bi se čistilo podrastje, da bi se hlodovina zlagala pravilno na pobočjih, ker plavine so tiste, ki lahko zelo poslabšajo razmere ob poplavah.
Torej, ko ste me vprašali, če je smiselno regulirati, oziroma koliko in ali kje, pustiti, ne? Ja. mislim, da je potrebno najti kompromis. Nekje se da pustiti vodi, pa ne povsod. Kjer pa ne, pa seveda obstajajo tudi tehnične rešitve. Zdaj, po teh zadnjih velikih poplavah je precejšen del, kolikor sem spremljala, je že saniran, ne? In so tudi nastali neki novi ti suhi zadrževalniki, ne? V določenih predelih, mislim, da Save, če se ne motim, ne? Ja, Savinja, ja. Pa ja, Savinje, ja. ne? Se pravi, določene rešitve so iz te izkušnje, te bridke izkušnje zelo hudih poplav, vendarle prišle take, da nam morda v prihodnje ni treba več tako trepetati, kadar bodo prišli ti hudi nalivi, ne? To, kar ste omenili o pomanjkanju vode, ki se nam morebiti iz nas zgodi, to je pa druga zgodba, ne? Zgodba, o kateri je treba tudi zelo skrbno premisliti in načrtovati, kako se izogniti pomanjkanju vode, ne? Smo že imeli tudi sušna obdobja, ne? Sej niso, ni da jih ni bilo, predvsem Kras, Primorska, ne? Skoraj vsako leto. Seveda, suše so sestavni del hidrološkega cikla, ne? In beležimo nekaj večjih suš, pa dajmo primer 2 leti. Naprimer. Jaz tako večkrat povem, da dajmo si predstavljati hidrološke razmere v naslednjih desetletjih. Pa dajmo pomisliti, kakšno je bilo leto 2022 pa 2023. Dva popolnoma nasprotna ekstrema. Leta 2022 smo imeli hudo sušo. Spomnite se pomanjkanja vode v slovenski Istri, ko smo vozili vodo s cisternami iz kraških izvirov v Istro. Potem pa leto 2023 s temi poplavami. No in na tak način, kot kažejo raziskave in predvidevanja, bo vse več let takšnih, da bomo skakali iz enega v drug ekstrem. Vmes bo pa nekaj običajnih let, kot je bilo naprimer lansko leto, ki je bilo dokaj običajno, hidrološko običajno. Ali pa bo nekaj takih običajnih let. Potem pa bomo spet padli v takšne ekstreme, ko sta bila leto 2022 in 2023. Ne? In dejansko je pomanjkanje vode pravzaprav ne samo naša, oziroma naša skrb, ampak skrb širšega dela zlasti podalpske Evrope, torej držav, ki so v sklopu alpskega loka, torej Italije, Francije, Švice, Avstrije, namreč ledeniki žal nam izginjajo pred očmi. Ja. To je drastično. Vedno hitreje, ne? Ja, to je stvar polovice mojega življenja, naprimer, ne. V 30 letih je izginilo več kot 60 do 80% mase ledenikov v Alpah, ne. In tam, kjer smo smučali še v moji mladosti, ni več ledenika, naprimer ledenik pod Skuto. Pa smo trenirali junija meseca pod Prisankom, je bilo to normalno. Ni več mogoče. Ne? Da ne govorimo o švicarskih, avstrijskih ledenikih. Ledenik Meltal, na katerega smo veliko hodili poleti smučati, ga ni več. Naprimer, pa je to najbližji ledenik nam. Ne? Torej, to so res drastične razlike. In to pomeni, da je tudi pomanjkanje te snežnice bo vplivalo na skupno količino razpoložljive, zlasti pitne vode v teh deželah. Ne? Smučanje, ampak tudi drugi športi so seveda sestavni del vašega življenja že od mladih let, ne, od otroških let, da tako rečem. Najprej ste smučali, trenirali smučanje, potem ste se spopadli z brzicami, bili ste tekmovalec, tudi trener v kajakanu klubu v Tacnu. Skratka, vaše življenje je športom zelo tesno povezano ves čas, ne? Verjetno še vedno. A to pa ja. Vse to, kar ste našteli, moram reči, da večino prostega časa porabim za športne dejavnosti, zlasti na vodi, ne, v vseh agregatnih stanjih.
Bil sem pa tudi zaposlen kot trener državne reprezentance v kajaku na Ste divjih vodah. bili v Barceloni takrat tudi na olimpijskih olimpijadi, igrah, ne? v Kot Barceloni. trener ste pripomogli Tako. k uspehu Andraža Vehovarja. Ja, ne? to je bilo pa Ja. potem v Atlanti leta 96, prva slovenska srebrna medalja olimpijska je bila takrat. Ja, to so bili res tisti lepi časi, povezani z vrhunskim športom. Ne? No, sedaj pa seveda sem na vodi, kolikor se le da. Jadrate zdaj, ne? Tudi. Tako da sem zelo odvisen od naravnih, bi rekel, danosti. K sreči pa živim ob Savi, tako da mi je to zelo blizu, da lahko vsak dan skočim na vodo. Se pravi, še vedno seveda. s čolnom Ja. preizkušate brzice, se prepirate z njimi. A ne, to pa ne, prepiram se pa ne. Namreč, kot ste prej na začetku menili, mehkobo vode. Voda je lahko zelo mehka in lahko te kar sama ponese. Ne? In če jo znaš prebrati, ti čoln kar sam drsi po vodi, tudi proti toku, če je potrebno, z zelo malo sile. Se pravi, te brzice so kvečemu v pomoč, Ja, Ne? mi pravimo, da, če jih znaš uporabiti. da lahko preveslaš proti toku precej visoko, tudi čez take manjše slapove, ker izkoriščaš kinetično energijo vode na strmini vala. Na morju pravimo temu surfanje, ko drviš po valu. No, nekaj podobnega je tudi v kajaku, ko drviš po valu v protitoku. Zdaj, smučanje je slovenski priljubljen šport, morda bolj kot veslanje, pa kajak in kanu. Skoraj da ni Slovenca in Slovenke, ki ne bi smučal vsaj v enem obdobju svojega življenja. Smučišč imamo pa vsako leto manj. Že prej ste omenili, a ne, kje ste včasih lahko smučali, zdaj pa ne gre več. Ja. To je pa Ste glede tega pesimist, nam jih bo ostalo vse manj? Tako bi rekel, saj tudi vidimo komentarje znanih komentatorjev zdaj v času olimpijskih iger, pa če spremljamo svetovni pokal, zaskrbljeni so. Tudi FISA kot krovna smučarska organizacija je zaskrbljena glede tega, kako pač snežne razmere niso povsod več ustrezne za tekmovanja, pa seveda posledično tudi za, bi rekel, nas, ki se turistično ukvarjamo z smučanjem. Neke projekcije kažejo, da bi lahko smučišča pod 1500 metri v višine, 1500 metri nadmorske višine, praktično ne imela več možnosti za obstoj. Seveda je pa tukaj spet tehnika, ki nam je priskočila na pomoč, izdelava tehničnega snega. In brez izdelave tehničnega snega v zadnjih nekaj, morda 10 letih ali pa v zadnjih 5 letih se ne predstavljam več smučanja, niti v Alpah. Razen v tistih na ledenikih, kar jih je še ostalo, ali pa na više ležečih smučiščih na 2000 metri. Sicer pa brez tehničnega snega, saj ta, bi rekel, večja smučišča, ki imajo svojo bazo tudi nižje, ali pa nižje od 1000 metrov, bodo težko preživela naslednja desetletja, oziroma se bodo morala prilagoditi. Ja, lahko z res, bom rekla, skrbnim obnašanjem, da resno vzamemo to, da je treba zmanjšati izpuste toliko, kolikor lahko mi kot ljudje, kot prebivalci tega planeta vplivamo na to, lahko upočasnimo, koliko lahko upočasnimo, koliko časa lahko pridobimo, če se začnemo majčkeno bolj odgovorno obnašati. Ker prej ste govorili pač o teh daljših obdobjih, ki niso odvisna od človeka, ki so odvisna od drugih dejavnikov. Se pravi, kako to neko sintezo narediti in pomagati, da vseeno malo zmanjšamo, vsaj v trenutnih razmerah, ki postajajo vse bolj kritične. Veste, kako je te klimatske spremembe, to je tak, bi rekel, proces, ki ni na gumb, ni na stikalo. To pomeni, da če mi sedaj prenehamo z vsemi aktivnostmi v zvezi z izpusti toplogrednih plinov, se kolesje klimatskih sprememb ne bo kar ustavilo in se bo izboljšalo. To je proces dolgotrajen in to, kar smo do zdaj v narekovajih zakuhali, se bo vleklo še desetletja.
Ne glede na to, ali bomo zdaj takoj ustavili ali ne. Seveda pa za naše zanamce pa da. Ne? To pomeni za naše vnuke, naprimer, za njih je pa že pomembno, da se mi odgovorno obnašamo. Ne? To se pravi, naša generacija, naši otroci, te, ki prihajajo na delovna mesta, ta generacija, naprimer naslednjih 50 do 100 let, da se ta generacija z nami, pobudniki, obnaša bolj odgovorno do planeta. Potem pa se bo upočasnila ta krivulja. Ne? Zdaj pri vašem vsakdanjem delu naletite tudi na situacije, ki morda niso rešljive, oziroma saj vi kot hidrolog seveda ne morete reševati, tam pride zraven civilna zaščita, gasilci in vsi ostali, ki so usposobljeni za to, da rešujejo razmere, ampak se spomnite mogoče kakšnega dogodka, ki vas je res še posebej, bom rekla, pretresel, ko ste čutili to človekovo nemoč pred naravo? Ja, to je bilo pa leta 2014, konec februarja. Takrat, če se spomnite, smo imeli v Sloveniji žled. Po žledu so pa sledile obsežne in dolgotrajne kraške poplave kraških polj. In takrat je bila naselje Planina močno poplavljeno v Planinskem polju. In takrat je bilo tako, te poplave so trajale mesec dni. In potem so imeli v Planini občni zbor oziroma zbor krajanov nekje sredi tega dogodka, ker smo ugotavljali, kaj zdaj narediti. Ne? Tam, ko smo prišli v Planino, so bile te protipoplavne vreče zložene že do metra. To je bilo tako kot v vojnem času. Ne? In potem je bilo vprašanje, koliko vreč bo treba še naložiti, koliko se bo voda še dvignila. Ne? In takrat sem šel na ta občni zbor, so me povabili in sem jim pač mogel povedati, da pričakujemo, da se bo dvignila še za nekaj 10 centimetrov. In takrat so nekatere gospe planile v jok tam v dvorani. Ne? In dejansko čutiš neko nemoč, ne? Ker nič ne moš narediti, ne? Praktično nič. Ne? Ampak kljub vsemu, vam je bilo kdaj žal, da ste šli v ta poklic, v hidrologijo? Ne, verjetno ne. Ste vsa ta desetletja v svoji službi zadovoljni, imate vedno nove izzive. Včasih se sprašujem, ali sem sploh v službi. Ker je to v moji glavi tak miselni proces v zvezi z vodo, poteka kar naprej, ali v privatnem življenju, ali pa sedaj v poslovnem. In moram reči, da mi to nekako lajša tudi bivanje v službi in zdaj se nameravam v kratkem upokojiti, pa se bom kar težko, moram reči. Ja, verjamem, to je en tak težek prehod, ampak lahko je pa seveda tudi lahek in za vas po moje ne bo pretežak, ker boste še vedno ostali tesno povezani z vodo in z vsemi dejavnostmi okoli nje. To pa. Najlepša vam hvala za obisk v podcastu Samo en planet in veliko uspeha na vodi in tudi sicer v življenju vam želim. Hvala lepa.